najprej naj povem, da ko sem začela se s tem vprašanjem ukvarjati, sem bila nekoliko žalostna, pa precej žalostna, pa sem ugotovila, da moje nekdanje profesorice recimo niso bile nikoli predsednice tega društva, pa so bile aktivne članice društva tudi v mednarodnem merilu, na primer profesorica Maca Jogan, ki je sodelovala pri ustanovitvi Evropske sociološke asociacije. Jaz sem predlog, da prevzamem društvo, najprej zelo tako bi rekla, ne ravno veselo sprejela, zaradi tega, ker sem se na nek način zavedala, da je to kar velika odgovornost. Sem jo pa tako zelo zares vzela, potem ko sem se odločila, da bom to funkcijo sprejela, da sem nekaj časa pravzaprav tako rekoč živela z društvom. To je bil res poskus te FDV-izacije društva, ampak nekako na pol, ne? Ker sem vendarle vsaj študirala na FDV, če je nič drugega, ne? Pa v društvu sem bila aktivna kar nekaj časa, tako da ni bilo kakšne nevarnosti, da bi kdo društvo odpeljal kam drugam, šalo na stran. Zdaj sem se začela prvikrat, ko sem ugotovila, da Slovensko sociološko društvo ni kolektivni član Evropske sociološke asociacije, niti svetovne, ne? To me je šokiralo, ker sem bila prepričana, da je to dejstvo torej. In v bistvu mi je uspelo ponovno aktivirati članstvo v ESI. Članstvo v ESI, torej v Mednarodni sociološki asociaciji, smo pa zamudili pravi trenutek, do trenutka, ko mislim, da kolegica Aleksandra Kadovurčeva dosegla nek dogovor nekega izmeničnega principa glasovanja znotraj ESI. Ja, to je bilo obdobje, ko smo tudi mi poskušali pravzaprav to društvo obrniti tudi malo navzven, pritegniti torej tudi druge regionalne centre, kjer so živeli in delali sociologi in sociologinje. Poskušali smo privabiti čim več sociologov in sociologinj, ki ne delajo v akademski sferi. Poskušali smo ponovno malo bolj aktivirati pedagoški del članstva, torej učiteljice in učitelje sociologije na srednjih šolah in tudi študentsko populacijo. V naših srečanjih pa v letih, mislim, da 11, 12, 13, ali pa tudi kakšno je to naprej, smo imeli poleg srečanj tudi okrogle mize. Mislim, da smo v prvem mandatu začeli organizirati pogovore o knjigah, raziskavah in podobnih objavah v Trubarjevi hiši literature. In se mi zdi, da smo z temi pogovori, na katerih je bila večina vendarle študentov, to je treba povedati in študent, ampak vendarle se mi zdi, da smo ustvarili nek prostor za diskusije, ne, ki ga je bilo morda v prejšnjem obdobju malo premalo. Kot pravijo kolegi, jaz in tudi se da videti skozi recimo različne zakonodaje, če gremo nazaj študirati, kako se je razvijal naša družba, vidimo, da so sociologi imeli vpliv, ne? Torej pri nastajanju zakonodaje, pri konec koncev v 90-ih letih, je kar nekaj sociologov sodelovalo v različnih vladah, na ministrskih položajih, na strokovnih položajih. Javno mnenje, da je prav ta inštitut že od leta 68-69 razvijal naprej kontinuirano, to je nekaj, s čimer se druge države tega bloka ali pa Jugoslavija, srednje vzhodne Evrope, ne morejo pohvaliti. Skratka, jaz mislim, da je sociologija ves čas imela določen vpliv v družbi. Koliko smo se mi tega vpliva zavedali, je pa drugo vprašanje. Morda se šele za nazaj prišle stvari zavemo, kakšen je bil naš vpliv. Po eni strani se je ves čas zdelo, da bi politika potrebovala sociologe in sociologinje, in mestoma so sociologi in sociologinje vstopali tudi v politiko. Morda pa ni bila tako prijazna sociološka akademska sfera do vseh sociologov in sociologinj, ki so vstopili v politiko, pa si se vračali nazaj. Enako kot je bila neprijazna novinarska sfera do kolegov in kolegic, ki so prestopili to pot. Kar pa zadeva sociologijo, pa mislim, da je sociologija vedno bila kritična znanost po eni strani, se pravi je kazala na nek način morda
tisto, kar politika ni hotela videti, ampak je sociologija morala povedati. Po drugi strani je pa tudi bila refleksivna veda, ki je pogledala kdaj pa kdaj tudi sama vase in ovrednotila tisti svoj prispevek. Jaz mislim, da je vloga sociologije, da se povezuje tudi z drugimi znanstvenimi disciplinami in da probamo skupaj misliti, kako v tej raznoliki družbi skrbeti za to, da bodo tudi naslednje generacije vsaj približno lepo živele, da bomo znali sodelovati tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo popolnoma, da se bomo znali pogovarjati in iskali alternative sobivanja, različnosti in različnih. In če bomo tu ujeli stik s časom, s drugimi okolji, z drugimi disciplinami, je pravzaprav to največ, kar sociologija lahko ponudi.